hvala na dobrodošlici in hvala vam, da smo lahko skupaj. Od 1993 sem bil reden gost v tej dvorani. 1997 pa sem se poročil v tej dvorani. Jaz sem tukaj domačin, četudi živim v Kanadi, pa sem tudi gost. Prvo predavanje bo uvod v 7 predavanj. 7 predavanj ni malo, navadno so predavanja 5 predavanj. 7 predavanj je dolga serija. Sicer je vsako posamezno predavanje tudi zaključena celota, vendar bo vseh 7 predavanj sledilo nit, kjer bo kulminacija 7. predavanja. 7. predavanje je na nek način najbolj pomembno. Ne bi veliko govoril o svoji preteklosti. Vendar ena stvar je pomembna, da sem bil jaz ateist do 21. leta. Preučeval sem biologijo, nikoli nisem bil darwinist, ker sem menil, da je to zastarela teorija, ampak bil sem ateist, nevernik. Verjel sem v Darwinovo teorijo, vendar ne tako kot Darwin. Verjel sem, da je človek produkt teh proizvodnih procesov. Verjel sem, da znanost, ki se dotika teh vprašanj, govori resnico. Vendar v času svojega izobraževanja in izobrazbe sem ugotovil, da nekatera dejstva se prikazuje kot lažne ali pa se zanemarijo, se ne povedo, ali pa so napačne. Ugotovil sem, da v znanstvenih krogih je neka vrsta cenzure. Jaz baziram svoja predavanja o znanosti in veri na tem, zaradi česa je ta cenzura, kakšno zvezo ima ta cenzura z življenjem posameznika. Jaz bom povedal nekatera dejstva, ki so splošno znana, vendar posledice teh dejstev pa se nikoli ne oznanjajo, nikoli ne razodenejo. To so dejstva, ki lahko spremenijo človekovo življenje. Vsi se sprašujemo od začetka, zakaj sem rojen, kaj je to življenje, zakaj sem tukaj, zakaj moram umreti. To so bistvena vprašanja, na katera imamo samo 2 odgovora. En odgovor je naravnih znanosti, ki govori, da smo mi samo produkt slučaja. Glede na to, človekovo življenje nima nekega globjega smisla. A drugi odgovor pa najdemo iz Božje besede, Svetega pisma, ki nam pove, da je človek ustvarjen od Boga, ki je absolutna, se pravi popolna ljubezen, in da vsak človek nima samo svoj osebni smisel, ampak tudi kozmični smisel. Pravi smisel vsak izmed nas ima kozmični, bistveni smisel. Jaz imam svoja prepričanja in sem kristjan, vernik. Vendar sem do teh spoznanj prišel, ko sem razmišljal o naravi. In to moje znanje delim z ljudmi. Jaz vam bom govoril, vsak mora sam razmišljati, raziskovati in priti do lastnega zaključka. Kajti vsak izmed nas, jaz verjamem, da Bog obstaja, samostojno stoji pred Bogom.
In vsak od nas ima nalogo, da poišče smisel življenja, zakaj smo tukaj, zakaj smo rojeni. In če obstaja Bog, da mu damo odgovor, da smo na njegovi strani. Ta serija predavanj bo govorila o človeškem telesu. Že sem imel eno serijo predavanj, ki se je imenovala Iz zakladnice praha. Ne bom ponavljal tem, ki sem jih govoril, ko sem bil še mlad in suh in sem imel samo en sivi pramen. 20 let je od tega časa in sem zrastel v širino. Vendar bom gledal in pazil na to, da bodo ta predavanja aktualna. V njih bo veliko podatkov najnovejših znanstvenih raziskovanj. In potrudil se bom, da bom vse to vam povedal na enostaven in razumljiv način. Možda bi organizatori trebali da napomenu, a to je da ćemo mi imati vreme za pitanje i odgovore, ali pošto je večerašnje predavanje uvodno i bit će malo duže, prosil bi vas, da vprašanja, zaradi tega, ker bo to daljše predavanje, prihranite za jutri. Dok se ljudi još okupljaju, da imamo možda 5 minuta ili 10 minuta pre nego što počne predavanje, ili da, ako već piše da je u 7 sati, da ispoštujemo u 7 sati, ali prvih 15 minuta da imamo pitanje i odgovore. Pitanje možete... Vprašanje lahko postavite anonimno ali jih napišete. Želim odgovoriti na vprašanja, seveda tista, katera znam, in če kaj ne vem, bom to tudi priznal, da ne vem. Na začetku bodo pri naslednjih predavanjih pri 15 minut vprašanja in odgovori. Ne znam još da li ćemo od 19 časova da krećemo sa pitanjima i odgovorima, ali pošto je u pozivnici napisano, onda mislim da to ćemo još da iskristališemo sa organizatorima. Na začetku, da definiram temo celotne serije. Človekovo telo, inteligentni dizajn, inteligentna urejenost je to, o čemer jaz velikokrat govorim. Pomembno pa je, da poznamo razliko med inteligentnim dizajnom in pa kreacionizmom. Kreacionizem je znanstveno-verski pogled na svet. Da znanstveniki na osnovi svetih spisov proučujejo naravo in testirajo Božjo besedo na osnovi znanstvenih raziskovanj. Je kombinacija vere in znanosti. Inteligentni dizajn je pravzaprav samo znanstveni koncept in je danes tudi propaganda evolucionističnega pogleda. Bistvo je pa to vera. Inteligentni dizajn je legitimna znanost, ki se ukvarja s vprašanjem, ali mi na znanstveni način dokažemo veliko količino objektivnih dejstev, da so različni objekti, ki so v svetu produkt inteligentnega načrta, dizajna. Ateistična znanost verjame, da je vse slučaj. Inteligentni dizajn pa poskuša ugotoviti inteligentno urejenost znotraj celice, znotraj zgradbe, kozmosa. V tem predavanju se bomo mi ukvarjali s človekovim telesom, ali je produkt inteligence ali slučaja. To je popolnoma legitimno znanstveno področje. Citiral nekaj citatov iz Svetega pisma, da bi vam tako
pokazal, da je Sveto pismo, ki je pisano pred 2000 leti, lahko zelo adekvatno nekaj pove o znanosti. Ta vednost je zelo pomembna za naš osebni duhovni nivo, za naše osebno življenje. Zadnja beseda, ki ni definirana v naslovu, je popolnost. Mnogi moji kolegi, ateisti, bi mi rekli: Tomislav, o čem govoriš? Vendar, glede na 6000 let grehov in mutacij, ki so se izvršila v tem časovnem obdobju, v tem času smo prekinili zvezo s stvarnikom. Prav tako, če mi potegnemo električne povezave, vtikač, in ventilator se sicer še vrti in mi počasi umiramo, tako je staranje, je termodinamičen proces, kjer mi izgubljamo energijo. Torej nismo popolni, ampak boste videli v predavanju, da mi še vedno nosimo v sebi sledove prvobitne slave, kajti Sveto pismo govori, da smo ustvarjeni po Božji podobi. Znanost pa govori nekaj čisto drugega. Prvobitna slava se še vedno vidi v človeku in mi moramo, da delamo aktivno na tem pobožanstvenju človeka, in to pobožanstvenje je aktivni proces. Po Svetem pismu in tudi dejstvih znanosti moramo spoznati vrednost posameznika. Ko bomo to razumeli in ko človeška družba spozna, bo imela popolnoma drugi odnos do vsakega človeka in o ocenjevanju človeškega življenja. Če bi to ves svet spoznal, bi na zemlji bil raj, bi bila na zemlji nebesa. V današnjem času ima najmanjšo vrednost človekovo življenje. Ljudske jedinke, individue. I kada to shvatimo, kada ljudsko društvo to shvati, onda će imati mnogo drugačiji stav prema svakom pojedincu, prema vrednovanju ljudskog života, i kada bi to ceo svet shvatio, na zemlji bi bio raj. U današnje vreme najmanju vrednost ima ljudski život. Mojim študentom rečem, da imamo toliko teh organizacij, ki so za zaščito živali, in če bi jaz javno mučil psa, bi šel v zapor. Ljudje pa trpijo v mukah in umirajo, in to je popolnoma okej. Čudne stvari se dogajajo na tem svetu in mi jih ne moremo razumeti, če ne gremo korak naprej. V svetopisemske razodetja, ki nam razlagajo, kaj je človek in zakaj je to tako. Zakaj človek trpi na zemlji? Človek ne trpi, ker je ustvarjen po opičji podobi. Trpi zato, ker je ustvarjen po Božjem obličju. In temu svetu pa vlada nekdo, ki sovraži Boga in sovraži tudi tistega, ki je ustvarjen po njegovi podobi. V profesiji sem profesor na univerzi in kadar imam javna predavanja, moram povedati, da govorim v svojem lastnem imenu. To je zanimiva pojava, ker univerza je kraj, kjer se vrednoti akademska svoboda in svoboda izjavljanja. In v današnjem svetu, ki se imenuje liberalni svet, obstaja na univerzah cenzura. Govorimo o cenzuri znanosti, kjer ljudje kot jaz, ki zavračajo javno znanstveno stališče, so pod pritiskom, tako da jaz ne morem biti in vernik s svojimi stališči in nekdo, ki je zaposlen na univerzi. Univerza se ograjuje. Moram na predavanji vedno povedati, da govorim v svojem osebnem imenu, ne v imenu univerze. Torej, to je točno, jaz ne zastopam stališče univerze, kajti večina univerz danes je materialističnih. Tako da vam je jasno, da je to neke vrste
cenzura v današnjem času nekaj nesprejemljivega. Da je to također jedna vrsta cenzure, jer danas nešto nezamislivo se događa Torej, profesori, ki razmišljajo drugače, kot je tako imenovani mainstream ali glavni tok znanosti, so pod pritiskom. Na univerzi, ki mora biti svetloba, kraj, kjer se odkriva resnica in kjer se spoštuje pluralnost in raznovrstnost različnih pogledov. To je seznam predavanj, ki jih bomo imeli, in jaz vam bom samo v najkrajših vrsticah razložil, o čem bo predavanje. Torej, današnjega poznate, jutri je genialni izum reprodukcije. O čemu će predavanja da budu? Dakle, današnji ćete da čujete. Sutra genijalni izum reprodukcije. Govorili o temi, ki je malo žgečkljiva, ampak vse zanima. Vsi govorijo o nečem, čemur pravimo seks, torej vendar je to naša cerkev, in če je bilo to javno predavanje zunaj, bi rekel, tema je seks. Govorili bomo o reprodukciji, govorili bomo o seksualnosti človeka, na jedan znanstveni način, kulturen način. Danes vlada veliko nerazumevanje človekove seksualnosti. In prav zato, ker ne poznamo svoje narave, veliki del ljudi vstopa v velike osebne probleme. Torej, veliko ločitev zakona imamo z ene strani, veliko pa imamo ljudi, ki se odločijo, da se ne bodo poročili. Torej, veliko ljudi se loči, zakaj bi si prizadevali. To je samo eden od aspektov teme, o kateri bomo govorili. Reprodukcija ima mnogo globlji smisel in reprodukcija je fantastično urejena, dizajnirana. Govorimo o bioloških detajlih, ki mora biti izpolnjeni, da bi se spočelo novo človeško življenje. Videli boste fantastične znanstvena dejstva, stvari, o katerih ne razmišljamo. In potem tretje predavanje bomo govorili o našem embrionalnem razvijanju v maternici od spočetja do rojstva. Jaz bom tudi ponovno povedal najnovejše znanstvene dejstva, za katere boste videli, da so zelo povezane z duhovnostjo. Kajti prava znanost, ki temelji na dejstvih, ne more biti v nasprotnosti s svetimi spisi, z Božjo besedo. Avtor Svetega pisma in avtor tega sveta je ena in ista oseba. Morajo biti v popolnem skladnosti in dejansko tudi so. Samo materialistični znanstveniki prikazujejo znanost v nasprotju z vero. Ne morete biti vernik in verjeti in biti znanstvenik. Zakaj ne bi mogel? Kajti je večina znanstvenikov, ki so očetje in matere znanosti, so bili verniki. Torej, to je govor, ki je prazen, ki ne drži vode. Dalje bomo govorili o nastanku glave. Naslov, koji ćete čuti i tu ne moremo veliko naprej govoriti, o čem bomo govorili. Človeška glava nastaja na popolnoma drugačen način. Jaz sem to povezal s sociologijo, zato ker v sociologiji in psihologiji obstaja dve šole. Ena je evolucionistična, ena je tradicionalna. Tradicionalna govori, da ne moremo postaviti človeka enako živalskim stvarstvom, da je človek drugačen. Nekateri od njih popravijo, da če je človek evoluiral, to se ne nanaša na glavo. Glava je nekaj posebnega, glede na vse ostalo. Jaz bom govoril o človeški glavi, ampak najbolj o razvijanju človeške glave. Mogoče misli, da to ni relevantno za krščanstvo, ampak je. Dalje bomo govorili o organskih sistemih. Ovo je možda najneobičnije predavanje u seriji, najneočekivanije. A 27. maja ćemo govoriti o organskim sistemima.
Evolucionistična znanost ima strategijo, da maksimalno izolira problem iz konteksta in ostaja samo pri enem detajlu, popolnoma pri tem zanemarja vse ostale komponente. V najkrajših orisih bom govoril o vseh sistemih, ki so v človeškem telesu in kako so organizirani, da skupaj deluje. Mi smo neverjetni stroj, ki deluje. Vendar nam je tudi obenem stvarnik dal svobodno voljo, svobodo izbire. Z ene strani smo stroj, po drugi strani pa smo svobodna oseba, ki zaključuje svoje svobodne odločitve. Govorili bomo o dizajnu človeških čutov. Vendar so tako kompleksno, da so blizu popolnosti. So bolj popolna kot vse drugo, kar lahko človek ustvari, naredi. Da su blizu savršenstva. Dakle, savršenija su nego bilo šta što čovjek može da uradi i ljudi često ne znaju tek kada Če pogledate samo elektronskim mikroskopom te detajle, kako deluje človeški sluh, kako deluje človeško oko, človekov von, boste lahko videli, v kakšni popolnosti vse to deluje. To je predavanje, ki se bo lahko najbolj ukvarjalo samim dizajnom, urejenostjo. Torej, veste, da neki dizajner, neki urejevalec ustvarja oziroma ureja neko lepotno vrednost in pa tudi uporabno vrednost. In zadnje, najvažnejše predavanje, bomo govorili o krvi. To predavanje, ki že obstaja na internetu, sem nadgradil z mnogimi novimi dejstvi. Šli bomo dalje v duhovno področje, duhovni pogled te teme in ta tema je najbolj pomembna. Ta tema je najvažnija za celotno serijo in za vsakega posameznika. To je na kratko teme, s katerimi se bomo ukvarjali. Ćemo se baviti. Ja, dakle, neću imati vremena na svakom predavanju da govorim šta je ispred nas. Oni koji su došli po prvi put imaju tu prednost da čuju u uvodu šta možete da očekujete. Dakle, umjesto ovog uvoda ćemo imati pitanja i odgovore na idućim predavanjima. Prva tema... Današnja tema govori o prvobitnem dizajnu urejenosti človeka. Ali mi tu nimamo veliko dejstev. Imamo jako malo činjenica i... Mnogo stvari je potrebno brati med vrsticami. Spremljali bomo vse z dvema različnima stališčema. Eno je materialistični pogled, drugi je biblični pogled. Na poreklo čoveka. Če mi želimo to ali ne, dejstvo je, da želi današnja materialistična znanost, če tako imenujemo, degradirati človeka na raven živali. Da smo mi životinje. Večkrat rečejo znanstveniki človek in druge živali. Človek torej je samega sebe ponižal na raven živali, to je na raven opice. Pogledali bomo v današnjem predavanju, ali smo mi živali in del živalskega kraljestva, ali smo nekaj posebnega. Vprašanje nastanka je danes tema, s katero se ukvarjamo. In znanstveni odgovor je danes, da je naš nastanek rezultat slučaja. Da smo nastali slučajno iz prednikov, ki so bili opice v slučajnih procesih. To je freska Michelangela, iz katere se norčujejo, da je torej opica ustvarila človeka. Ne vem, zakaj imajo evolucionisti to potrebo, da gredo v sveto pismo in iz svetega pisma potem neko temo poskušajo razložiti in se norčujejo
iz Svetega pisma. Bog je zamenjan z opico. Današnja znanost govori prav to. Če ste kristjan, je to skrunjenje Boga. Torej, današnja splošno sprejeta znanost je skrunitev Boga. Poleg tega, bi rekel, znanstvenega pogleda je pa tudi pogled, ki govori, da je Bog ustvaril po svojem obličju. In to, kar je pomembno za našo temo, bom povedal nekaj citatov iz Svetega pisma, kako Bog definira začetek človeka. Torej, smo mi proizvod evolucije ali stvaritve. Če smo ustvarjeni, potem moramo videti dejstva, ki gredo v prid inteligentnega dizajna. Mi bomo govorili čez vso serijo, ali človek bolj odgovarja ideji ali hipotezi inteligentnega dizajna, ali pa bolj odgovarjamo hipotezi, da smo nastali slučajno. Morali bi razumeti, da znanstveniki bi morali biti objektivni. Naša prepričanost, že odprej prepričanost, kako bomo mi, to je odvisno od tega, kako bomo mi reagirali kot znanstveniki. In znanstveniki večkrat samo izbirajo dejstva, ki gredo na mlin njihovemu prepričanju. Rad bi dal samo primer nemškega zoologa Ernesta Haeckela iz konca 19. stoletja. Zoologa Ernesta Haeckela sa kraja 19. veka. Haeckel je bil eden od Darwinovih buldogov in najbolj poznan embriolog tistega časa. Darwinovi buldogi so proponenti darwinizma. Darwin se ni veliko javno branil svoje teorije, ampak je imel druge, ki so se borili za njegovo teorijo, da bi bila sprejeta v akademskem svetu. Haeckel je eden izmed teh Darwinovih buldogov. Haeckel je bil embriolog. I praktično je Haeckel uveo embriologiju. Mi ćemo u naredna 2 predavanja govoriti praktično o embriologiji, o biologiji razvića. I Haeckel je napravio spoj između embriologije i teorije evolucije. I da bi to učinio, on je Haeckel je naredil povezavo z embriologijo in teorijo evolucije. Je imel izhodišče iz svojih prepričanih. Še danes imajo, posebej v Severni Ameriki, na različnih fakultetah, še vedno učijo hekelijansko laž. Na tej sliki je Haeckel prikazal risane risbe različnih vretenčarjev. Torej govorijo o ribah, vodnih živalih, na koncu ptica in tudi sesalec. Torej v tistem času še ni bilo fotografij, ni bilo mikroskopov. V Haeckelovih risbah so vse te zgodnje faze vretenčarjev. Na Haeckelovim crtežima rane faze Vretenčarjev. razvića svih ovih kičmenjaka su identične ili skoro identične. I to je po njemu bio dokaz da sva živa bića, sve životinje vode zajedničko poreklo, odnosno da su rane faze embrionalnog razvića identične. So slike identične ali pa skoraj identične. To je bil za njega dokaz, da vsa živa bitja so šla skozi isti razvoj. I on je to izneo kao Kar bi pomenilo, da je to individualni razvoj posameznika, ponavljanje razvoja evolucije. To je haeckelijanska ideja. Na naslednji sliki pa boste videli, kako resnično izgleda primerjava fotografij zgodnjih stadijev razvoja vseh teh živali in boste videli, da to sploh ni tako. Z drugimi besedami, Haeckel je lažno predstavil razvoj zgodnjih stadijev razvoja živali in biti. In Nemška akademija ga je izobčila. Na
hitro je bil tudi poslan v... No, videli boste, kako resnično izgleda zgodnji razvoj. In vidite, so zgodnje faze razvijanja, vidite njegove risbe, zgodnje faze razvoja so skoraj popolnoma identične. V evolucionizmu torej niso prepoznavali zgodnje faze razvoja človeka kot človeško bitje. Torej gre za neki črvek ali kakšno ribico in čez to so pripeljali do situacije, ki imamo danes ogromno število abortusov. No, mogoče so omejeni pogoji, ker je nujno narediti abortus zaradi različnih razlogov, ampak največkrat se abortusi vršijo, ker so to ljudje ne želijo imeti še enega otroka. Naša vrsta, naš človeški rod stalno vrši genocid. O tem se ne govori. Govori se o genocidu tega plemena. Nad tem plemenom mi ubijamo z abortusom naše otroke. Haeckel je pripeljal do tega mišljenja, to še sploh ni človek, to je neki skupek krvi, torej kaj pravi svetopismo. Kot smo zvedeli, znanost nam govori in nam pere možgane, da smo nastali slučajno iz živalskega sveta. Bog je rekel, ustvarimo človeka po svojem obličju, kot smo mi, ki bo gospodar od morskih živali do ptic nebeških, od živine do vse zemlje in od vseh živali, ki živijo na zemlji. In tako je Bog ustvaril človeka po svojem obličju, po Božjem obličju ga je ustvaril, moškega in žensko. Torej, človek je ustvarjen, da bi bil gospodar, ima drugačno delovanje in nalogo kot druga živa bitja. Torej, in Bog ustvarja človeka po svojem obličju, moškega in žensko. Vsaki teolog vam je povedal, če preučujete svetopismo, je zelo pomembno, da ste pazljivi, katera beseda se ponavlja. Torej, lahko se ponavlja neka beseda ali več besed. In to so navadno ključne besede za razumevanje tega teksta. Poglejmo, kaj se ponavlja, da napravimo človeka in potem trikrat je Bog ustvaril človeka. Ustvari. Svetopismo trdi, da je Bog ustvaril človeka. Ne, da smo nastali iz opice, ampak Bog je ustvaril človeka. Svetopismo tega ne dokazuje. Torej, 4-krat to ponovi v tem poglavju. Ali govori o tem, da je Bog ustvaril človeka po svojem obličju, po svoji podobi. Torej, kakor smo mi, veste, da je Bog sveta trojica. Torej, 4-krat se to ponavlja, da je Bog stvarnik, da je dizajner, urejevalec človeka in da je človek ustvarjen po Božji podobi. Stvori čoveka. I to se ponavlja 4 puta. 4 puta se ponavlja u 2 stiha. Da je Bog tvorac čoveka, dizajner čoveka i da je čovek stvoren po Božjem obličju. 4 puta se ponavlja. Znači, jako je bitno za razumevanje teksta i očigledno je bitno što uprkos tome naučnici znanstveniki danes gredo popolnoma v nasprotje in verjamejo, da je človek nastal iz opice. Vendar, če bi imeli ti znanstveniki argumente za to, in vsakem čas, jaz bi to razglašal, da smo mi nastali iz opice, če bi bili argumenti. Ampak teh argumentov ni. Ostanek današnje prezentacije bi rad povedal o dejstvi, da nismo nastali od opice in ne slučajno. Torej gre za dejstva, ki se jih v znanosti kar preskočijo oziroma se opišajo. Torej, navadno rečejo, kaj je zdaj nekaj posebnega za človeka,
In rečejo, to je sposobnost, da hodi po zadnjih nogah. Torej vemo, da živali pravijo hodijo po vseh štirih, nekaj glava je naprej, rep je od zadaj in so štiri noge ali vse štiri deli telesa se uporabljajo za premikanje. Torej človek, ki pa hodi po zadnjih nogah, to imenujemo bipedalizem, ima svobodne roke. Da z njimi nekaj dela, nekaj ustvarja, da dela različne stvari. In tako pravijo, da je človek nastal iz opice, ker se je opica ustala na zadnje noge. Torej niti ena opica danes poznana ne hodi samo po zadnjih nogah. Edina žival, ki resnično hodi vertikalno po zadnjih nogah, je pingvin. Torej, ali smo mi nastali iz pingvina, če hodimo pokončno. In ta podobnost ne more biti dokaz. Ne glede na to, koliko smo podobni opicam, v zoološkem vrtu se večkrat smejimo, kako so nam podobni in kako so smešni. Ne glede na to, koliko so nam podobni, podobnost nikoli ni dokaz za skupni nastanek. Morali bi imeti časovni stroj, če bi hoteli iti nazaj in videti, ali se to res tako zgodilo. Evolucionisti verjamejo, nimajo dokaza, da so nastali iz opice. Nimajo dejstva, nimajo znanstvenega argumenta za to. Enako kot jaz verjamem Svetemu pismu. Zakaj imajo oni pravico, da to tako imenovano znanstveno te stvari promovirajo? In jaz pa nimam te pravice in se moram ogrevati od stališča univerze. Torej tudi medved se lahko postavi na zadnje noge in tudi da hodi po zadnjih nogah. Večkrat bomo videli podobnosti med človekom in živimi vrstami v naravi. Ampak to ne pomeni, da smo nastali iz teh vrst živalskih, katerim smo podobni. Če so sumo rokoborci nastali od medvedov, vsi ostali pa iz opic. Nisem siguren. Poleg tega so opice, ki so po fizionomiji obraza veliko bolj podobni človeku kot človeku podobne opice. Nosata opica iz jugozahodne Azije, imajo izredno podaljšan nos, bodite pozorni na lase, ima obraz, na katerem ni nobenih plak, celo barva kože je kot belec. Ima nos in en izraz obraza, ki zelo spominja na človeka. Jaz imam ta predavanja tudi na Zahodu, kjer niso najbolj zadovoljni s Trumpom, ampak da je bil politično korekten, ker kristjani bi morali biti politično korektni. Naša bitka ni politična bitka, naša bitka je duhovna bitka za Božje kraljestvo, ki prihaja. Da bi pa bil politično korekten, lahko mi tudi z drugimi primerjamo fizionomijo obraza. Podobnost ni dokaz nastanka človeka. Evolucionisti ne mislijo, da smo mi nastali iz te vrste opic. Oni mislijo, da smo nastali iz šimpanza in gorile. Vendar šimpanza in gorila nimajo brade. Orangutan ima brado. Orangutan ima tudi kožne gube. Ampak po drugi strani pa so nekako rdečkasti. Vse te posebnosti, ki jih lahko vidite v človeku, so nekako, posebnosti človeka so nekako razmetane po vsem živalskem svetu. Živalski svet je mozaik, v katerega je stvarnik. Stvarnik je to tako naredil, da mi slučajno ne bi prišli v to zmoto, da
iščemo začetek naše vrste iz ene vrste živalskega sveta. In kljub temu ljudje želijo, da iščejo začetek človeške vrste pri človeku podobnih opicah. To je opica iz Južne Amerike. Koji imaju rep i ovdje vidite jednog gospodina koji ima sličan hairstyle, što bi mi rekli u Kanadi. Ena značilnost človeka, ki jo nikakor ne morete najti v primatih, to je naša socialnost. Človek živi v velikem številu, velikih skupnostih. Imenujemo nacije in države, organizirani smo v mestih. To je vse skupaj zelo kompleksno. Prav tako je človek si izmislil vojno. Med čimpanzi se večkrat zgodijo kakšni spopadi. Človek je edina vrsta, ki organizirano. To pomeni, da vsa nacija, vsaka vojna je vojna, kjer se ubijajo bratje. Vse je bratomorna vojna, vsi ljudje so bratje in sestre. Ni vojne, ki ni bratomorna vojna. Človek je edina vrsta, ki to dela. Postoji rat koji nije bratoubilački rat. Čovjek je jedina vrsta koja to radi. I u tom smislu, v tem smislu mi nismo popolni. Kaj se je zgodilo s tem popolnim človekom? Če so vojne, če je vojskovanje nekaj naravnega, lahko to iščemo tudi v živalskem svetu. Mi bi potem lahko pričakovali, da se opice veliko vojskujejo med seboj, če smo mi nastali iz opic. To ni res. Edino mesto, kjer boste našli organizirane vojne, kjer se milijonske vojske borijo proti drugi vojskam, so mravlje. Vrste mravelj se organizirano vojskujejo in to so vojne, kjer vrsta, ki zmaga, gre v nasprotniku v gnezda in krade jajca, jih nosi v svoje gnezdo, nosi v svoje mravljišče kot janičari, ki so peljali otroke. In vidite, ta večja mravlja pripada drugi vrsti. Manjša mravlja je zmagovita vrsta, torej tako so sužnje lastniške vrste mravelj obstajajo, ne vse vrste, nekatere pa. Vidimo tudi v naravi sliko človeškega greha. Narava danes ni tista prvobitna narava, ki je bila v začetku. V trenutku, ko je človek padel v greh, je spremenil vse stvarstvo. In večkrat v tem razvoju zemlje in človeštva je zemlja modificirana, še posebej pred in po potopu. Bog je dal v naravo celo podobo greha. In glede na to, da je to podobnost, mi ne moremo iskati naš začetek, naš izvor v mravljah. Človek se ukvarja z zelo organiziranimi skupinskimi deli. Opice so druga skupina, ki se tudi ukvarja z visoko organiziranim skupinskim delom. Večina vrst mravelj živi v zemlji, dela mravljišča v zemlji, ampak so tudi mravlje, ki gradijo mravljišča na drevesih. Tu je viden zelo visoko organizirano skupno delo, ker oni visoko v krošnjah naredijo mravljišče. To so mravlje tkalci,
ki v jugovzhodni Aziji, lahko sem jih osebno opazoval na Filipinih, kako to oni delajo, nekaj neverjetnega. Male mravlje naredijo iz listja na drevesu mravlišče. Zdaj tu vprašanje, kako lahko majhna mravlja vleče list in kako naredi, da list ostane v zraku, da bi iz listov lahko se sestavilo mravlišče. Tukaj vidite mravlje, ki vlečejo skupno list. No in pogledajte to inventivnost na delu. Vzamejo svoje ličinke in te ličinke pazljivo držijo svojimi klešči, da jih ne poškodujejo. Ličinke lahko delajo, kot tudi mnogi drugi insektov, delajo svilo. Ličinka ve, da mora izločati svilo. In ličinka kot nekakšna lepilna tuba povezuje lista med seboj. Medtem ko še vsi drugi držijo, da so ta dva lista skupaj. Kakšen nivo organiziranega dela je potreben, da bi nekaj takega nastalo. Da to nastane z neko evolucijo. Ampak ljudje verjamejo, da je to nastalo slučajno z evolucijo. Torej, to so dejstva, ki vam kažejo na inteligentno urejenost. Nekdo je moral programirati to vrsto, da milijoni teh posameznih mravelj vedo, kako morajo narediti svoje mravlišče. Poglejte še ena slika, kako oni uporabljajo svoje ličinke, da izločajo svilo in povezujejo liste. V vsakem delu, v vsakem pojavu v naravi lahko vidimo dokaze za inteligentni dizajn, za inteligentno urejenost. Torej, evolucionistična zgodba je tudi v tem, kako so človeku podobne opice začele uporabljati orodje. In zato, ker mi tudi uporabljamo orodja, je to torej dokaz, da smo mi nastali iz človeku podobnih opic. Tu dejansko vidimo šimpanzo in orangutana, ki si pomagata z orodjem. In celo naredi takšno orodje. Torej v mravlišče termitov potisne palico, ti branijo svoje mravlišče, gredo na palico in tako jih opica ujame. Kar nekaj ptic dela identično kot opice. S kljunom zavijejo list, naredijo orodje in z tem orodjem vlečejo ličinke. To je dokaz, da smo ostali iz ptic. So tudi druge živali, ki so izredno inovativne. Torej, nekaj vrst kitov uporablja ta način. Da bi se nahranili, so jim potrebne velike količine planktonov in krila, teh malih rakcev in drobnih. Te živali so prišle na idejo, kiti imajo pljuča, vdahnejo zrak, gredo globoko in potem spuščajo zrak v krogih. Plavajo spiralno proti površini in izdihujejo. Oni spuščajo mehurčke, ti mehurčki se svetlijo in tako ti majhni rakci, kril in pa plankton se začne od tega bežati in se skoncentrira v sredini tega kroga. In potem kit še enkrat se potopi in pride na površino z široko odprtimi usti. In tako zbere vrsta kril in pa plankton. Zatim upotreba vode, ovo je bila upotreba vazduha kao oruđe. Uporaba vode kot orodje, to je riba strelec. Riba točno zaradi svetlobe ne vidi, kje so te majhni organizmi in riba prilagodi to svojo vodno puško
da strelja tam, kjer vidi, ampak tam, kjer bi v resnici so te male živalce. To je druga vrsta ribe, ki uporablja vodo, se pravi kot orodje, da bi obrnila morskega ježa. Ta inventivnost v naravi ne more biti dokaz, da smo nastali iz tega začetka ali iz ribe. Ne može da bude dokaz zajedničkog porekla, nismo nastali od ribe, ako smo nastali od majmuna. Ovdje vidimo drugu ribu. Tukaj vidimo ribo, papagajko, ki vzame v usta kamen in s kamenom razbija školjke. Ribe uporabljajo kamen, torej so ribe v kameni dobi. Mi rečemo, človek je bil v kameni dobi. Riba v kameni dobi. To so vse zgodbe za male otroke. Veliko živali uporablja kamen kot orodje. Tukaj vidimo vidro, ki uporablja kamen, da bi razbila školjke. Vidimo ptice, ki kotalijo jajca druge vrste in jih razbijajo, da bi prišle do rumenjaka. In opice iz Južne Amerike in evolucionisti se strinjajo, da to niso naši predniki. Uporabljajo kamenje, da razbijajo orehaste plodove. To, kar je zanimivo, je tudi to, da te opice iz generacije v generacije prenašajo kakšen kamen ali kot dobro orodje. Naprej je vprašanje zavesti. Človek je popolnoma zavedno bitje. Vendar to zavedanje samega sebe ni samo posebnost človeka, ampak obstaja v naravi. Pri temu, da mi ugotavljamo, da so živali veliko bolj inteligentne, kot smo to mislili, to še vedno ni dokaz, da smo nastali iz opice. Če postavite ogledalo pred dojenčka, bo mislil, da je to neka druga oseba. Otrok okrog 2 let že razume, da je to on v ogledalu. Tudi šimpanz ve, da je ta lik v ogledalu on sam. Torej, glede na to obstajajo različne oblike zavesti oziroma zavedanja samega sebe. Vendar inteligenca opice ni največja inteligenca v živalskem svetu. Tukaj imamo možgane človeka in možgane delfina. In možgani delfina so veliko bolj komplicirani kot možgani človeka. Ena možnost je, da je delfin bolj inteligenten kot človek. V tem smislu, da je človek gospodar sveta in on ne obvladuje, globine morja, ali pa, veličina možganov ni proporcionalna inteligenci. Nije proporcionalna inteligenciji i ovdje vidimo možgane kita, ki so 9 kg težki. Človeški možgani so pa težki 1,5 kg. Slon ima težke možgane približno 5 kg. Kaj smo mi nastali iz kitov? Ker imajo največje možgane, ali iz delfinov. Katera dejstva torej se izločijo in tista, ki gredo v prid teorije evolucije, se uporabijo, druga pa se zavrnejo. Pridemo na veliko vprašanje moralnosti. To pismo pravi, da je človek ustvarjen po Božjem obličju. Ne toliko fizično, sicer je Jezus bil človek in potem smo tudi fizično nekje podobni Bogu.
Človek je bitje, ki ima občutek za pravico, občutek za ljubezen, občutek za moralno. Te kategorije ni mogoče najti v živalskem svetu. To je problem za psihologe in sociologe, ker oni nekako po inerciji, ker je zdaj znanost evolucionistična, zato morate iskati in reči v tej smeri iskanja, morate iskati začetek, izhodišče morale v živalskem svetu. Torej gre za to, ali je žival moralna in ali imamo evolucijo morale. Z drugimi besedami, človek je ustvarjen po Božji podobi. S tem ne samo, da zmanjšujemo človeka na raven živali, ampak zmanjšujemo tudi Boga. To je neke vrste upor proti Bogu. Znanost o dobrem in zlu, termin dobro in zlo ne more nastati iz naravnega nastanka evolucije. Zakaj? Ker za evolucijo je dobro, če se razmnožujete in imate čim več potomcev. Zato ni potrebna morala. Dobro in zlo torej lahko obstaja samo, če so to absolutne kategorije. Torej, pomembno je, da razumemo, da je nekaj absolutno dobro in nekaj absolutno zlo. Vendar je to mogoče samo takrat, kadar je in biva absolutno bitje, ki daje tudi absolutni moralni zakon. Tu vidimo evolucioniste, ki si obupno prizadevajo, da bi razložili nastanek morale in tudi absolutnega dobrega, dekalog, se pravi 10 zapovedi, moralne odnose med Bogom kot stvarnikom in človekom. To so prve 3 zapovedi, drugih 6 zapovedi pa so moralne norme obnašanja med ljudmi. To je horizontalni aspekt. In vertikalni aspekt, ki nam pove, kako naj se obnašamo do Boga. In dostikrat ljudje ateisti, moj oče je bil ateist, in oče mi pravi, potem ko sem jaz postal vernik sin, jaz sem bil vedno pošten vse moje življenje in če je Bog, bom jaz šel v nebesa. Pa sem mu rekel, oče, dobro, mogoče ti si spolnjeval teh 6 zapovedi, ne laži, ne kradi. A kaj bomo naredili s prvimi 3 zapovedmi? Božji zakon je 10 zapovedi. Mi bomo stali pred strašnim sodiščem za 10 zapovedi. Uzmite svoju Bibliju kod kuće pa proučite koje su to zapovesti i da li ih poštujete ili ih ne poštujete. Še ena knjiga evolucionista, ki poskuša razumeti in razložiti nastanek moralnosti. In ponovno vidimo tukaj sceno iz Svetega pisma. Gre za kačo in jabolko, če tudi drevo spoznanja hudega in dobrega ni bilo jabolko. Vendar kaj je tu zanimivo, je to, da psihologi in sociologi priznajo, da je popolna skrivnost, zakaj človek zardi. Zardimo takrat, kadar nas je sram, kaj smo storili. In to, ko pokažete, kaj je dobro, kaj je zlo, ne more biti proizvod nekih svobodnih procesov. Proizvod naravnih procesov bi bil to, da smo profesionalni lažnivci. Pravi, tudi politiki to ne zmorejo, ker vidite, da je lažnivo. Torej, nemogoče je, da bi bilo to iz razvoja evolucije. Človek je moralno.
bitje. In tukaj vidimo afriške pse, naprimer psa čreda si pomaga tako, psi dajejo hrano majhnim psom in prepuščajo tudi slabotnim psom hrano. Torej, tako se razlaga morala človeka na evolucionistični način danes, krdeli volkov in tako dalje. Dalje Penfieldov človeček. Penfield je ugotovil, da imate področja možganov, ki odgovarjajo stimulansom določenih delov telesa. Penfieldov človeček ima velike dlani in ostali del telesa je majhen. Moje vprašanje je kolegom evolucionistom, ali je to v možganih natisnjen bil najprej opica, šimpanz, in se je potem pred opico je bila neka ovčka, predtem žaba. Ne, ampak vsaka vrsta je dizajnirana, je urejena kot ta posebna vrsta. Prav tako, kot piše to v Svetem pismu, da je Bog ustvaril po njih vrstah. Evolucija človekovega govora ali sposobnost človeškega govora je najbolj značilna lastnost človeka. Evolucija govorjenja kot sporazumevanja je nekaj, kar absolutno ne obstaja. Ne obstaja v živalskem svetu. Umetniki so v tem procesu zelo pomembni, oni si nekako zamišljajo to evolucijo. Zakaj nihče ne ve, kako je to izgledalo, kako izgleda človek ali določene stopnje evolucije v zgodovini. In tu imamo sliko človeka, ki je prvič spregovoril in sin takoj razume, kaj je oče govoril. Jezik v vseh teh simbolih, abstraktnem govorenju je nekaj takega, kar ne more biti razvoj evolucije. Evolucionisti si prizadevajo, da bi našli v živalskem svetu sledove govora. Tu imamo ženo, ki je gorilo Koko naučilo jezik gluhonemih. Seveda je Koko samo imitirala te gibe, ni pa razumela črk in besed, ki so s temi znaki povedani. In to je pravzaprav konec te zgodbe, ko so govorili, da sedaj vedo, kako je nastal človeški jezik. V današnjem času se ponovno vrača ta zgodba, v današnjem času za vsako ceno poskušajo potisniti nastanek človeškega govora z to gorilo Koko. Nemogoče je z nekim razvojem priti do govora, ampak če hočemo to razumeti, moramo z nekakvim notranjim vtisnenostjo že to imeti. Tukaj gre za kompletno slovnico, gre za simbolične jezike, simbolične predstave, apstraktni jezik. I kada stvaramo reč, kada razmišljamo šta ćemo da kažemo. I sada, ako sve ovo spojite zajedno, šta je rezultat? Ceo mozak radi dok govorimo. Mozak čoveka je potpuno drugačije sklopljen od mozga životinje. Ne možete vi da stvorite evolucijom sposobnost govora postepeno. Morate da jednostavno da napravite imprinting kompletne gramatike, kompletnog simboličkog jezika i tako dalje. Pčele su... Čebele so edina bitja, ki imajo, ki je znanstveno dokazano, da se sporazumevajo z govorom. Ne opice, opice ne uporabljajo govora. Kaj smo nastali iz čebel? Mnogo da govorim,
Kurt von Frisch je odkril jezik čebele. Čebele uporabljajo jezik matematike in kotov. On je to napisal v svoji knjigi 1927. leta. In takšen upor je bil evolucionistov, da bi priznali, da čebela govori, da je Nobelovo nagrado dobil komaj 1975. leta. 50 let so čakali z podelitvijo Nobelove nagrade. In na koncu umetnost. Umetnost je nekaj, kar ne more nastati z evolucijo. Kajti z evolucijo lahko nastane samo nekaj, kar je nujno za obstoj. Umetnost vedno nastaja tam, kjer imate prosti čas, če imate višek sredstev, torej ni potrebno, da vse daste, da bi preživeli. Torej lahko vložite neka sredstva v umetniški material. Umetnost v naravi obstaja in je težko razložiti, kako je ta umetnost v naravi nastala. Materijal za umetnička dela i tako dalje i vrlo je teško objasniti, ako umetnost postoji u prirodi, vrlo teško je objasniti kako je ta umetnost u prirodi nastala. Ovdje vidimo jednog slona. Tu vidite slona, ki so mu dali ščetko in on to maže in te slike prodajajo. Ne mislim na to, ko govorim o umetnosti pri živalih. So živali, ki se ukvarjajo s pravo umetnostjo, naprimer ptice buduarke, ki živijo na Papuji, Novi Gvineji. Same ptice izgledajo, niso posebno ugledne in to ni gnezdo. To je prostor, kjer se postavljajo pred samicami, kjer se tudi parijo. Samec naredi takšen hodnikec, buduar, prostor in on naredi posebno kolekcijo. Jaz vem, kako je težko narediti kolekcijo. Ta vrsta ima rada plavo barvo in dela eno kolekcijo plave barve. Vsak samec ima drugačen stil. Pravi svoju kolekciju plave boje. Svaki mužjak ima drugačiji stil. Jer u prirodi se V naravi se razume, da imajo živali instinkt. In če rečete instinkt, je zdaj naenkrat vse jasno. Jaz vprašam očeta, kako je možno to, da tisti monarhi, metulji letijo iz Severne Amerike v Meksiko. To je instinkt, to je vse evolucija, sin. Ko rečete instinkt, smo vse rešili. Kdo je dal instinkt? Odkot je instinkt? In tu imamo vrsto, ki ima vsak individuum, vsak posamezni samec ima svoj stil, ima svoje barve. To je naredila ptica, to so druge buduarke in to so one naredile. In vsak individualni samec ima svojo afiniteto in svoj okus, svoj način. Človek je bitje, ki se ukvarja z umetnostjo in tega ne moremo najti v naravi. Potem tudi na molekularnem nivoju, če smo nastali iz opice, bi morali imeti tudi vse molekule identične. Imamo čez 1000 genov sirot, ki niso vidni pri šimpanzih. Res je, smo podobni šimpanzem in najprej je bila zgodba, da 98% smo identični šimpanzu. 98% je povezano na popolnoma drugačen način. In pokazalo se je, da ni 98%, ampak 96%. Vendar, če govorite o 3 milijardah črk znotraj zapisa DNK, ko dalje raziskujemo DNK človeka, imamo en del DNK-ja, ki je dedovan samo od očeta.
To je Y-kromozom, spolni kromozom. Y ga nasledujejo samo moški. Ima svoju DNK izolovanu. Mitohondrialni DNK podedujemo samo od matere, kajti samo jajčni mitohondriji ostanejo in se podedujejo. Imamo torej del DNK, ki ga podedujemo samo od mame, del DNK, ki podedujemo samo od očeta. Če je Biblija v resnici, ko govori, da je človeštvo izšlo iz ene moške osebe. Koliko različnih DNK kromozomov bi moralo biti v populaciji? Celotno človeštvo ima samo eno obliko Y-kromozoma. To je znanstveni dokaz, da Svetopismo govori resnico, ko govori o Adamu. Ampak ali so vse žene, ki danes živijo, so potomke Eve? Vendar, ampak ali je Eva edini prednik, ki ga danes žene imajo? Ne, koliko žena je bilo v Noetovi barki po Svetem pismu, 3 žene od Noevih sinov so 3 različni sapodtipi mitohondrialne DNK. Ja. Mislite, koliko podtipov mitohondrialne DNK danes obstaja v človeški populaciji? 3. 3 je tipi mitohondrialnega DNK-ja, je potopna dediščina in en tip Y-kromozoma. Naš DNK je dokaz, da je Biblija, Svetopismo resnično. Mi ne moremo, mi smo pritlikavci. V intelektualnem smislu, v fizičnem smislu, v moralnem smislu, v odnosu do patriarhov, ki so živeli pred potopom. Današnji človek je bleda slika človeka pred potopom. Predpotopni človek je samo bleda slika tistega človeka, ki je bil pred padcem v greh, ki so bili Adam in Eva. Načrt Gospoda Jezusa Kristusa, ki je prišel na ta svet, da reši človeka, je, da povrne prvobitno slavo padlemu človeku. Tako da ne bi nam prišel na pamet, da iščemo našo podobnost in naš izvor v opicah. Po potopu je bila ledena doba. To je nekaj podobnega, kot bi lahko rekli atomska zima. Ljudje, ki so živeli neposredno za potopom, so imeli izredne probleme z hrano. Vodni zavoj, ki je ščitil zemljo, je padel in človeški vek je začel naglo padati. Vzemite svoje svetopismo in poglejte rodbine patriarhov, kako dolgo so živeli, kako dolgo živel Adam. Predpotopni preroki so v nekem približnem razmerju živeli okrog 900 let. In potem imamo dogodek potopa, Metuzalem, Lameh, Noe, Sem, Kam in Jafet. Čas človeškega življenja pade od 900 na 600 let. Potem pade iz 600 let na 400 let. Potem pride na 200 let in potem na 100 let. To je degradacija, ki je človek doživel po potopu. In ta predpotopna slava je izbledela. Mi se sprašujemo, kako so nastale piramide. Da so lahko naredili piramide, zakaj imajo narodi različne mitološke zgodbe o Bogu ljudeh. To so ljudje doživeli, da so ti vladarji živeli do 300-400 let, za njimi so pa ljudje hitro umirali. Mi smo delali iz Tita Boga.
Evolucionisti želijo pomanjšati lastnosti človeka po potopu. Ga kažejo kot pol človeka, pol žival. Neandertalska kultura ima toliko teh artefaktov, da se več ne morejo skrivati. Ko so delali različne peščali in različno orodje, imeli so umetnost in tako dalje. Dajte neki opici, da to izkleše iz kosti. Pa boste videli, kako bo to naredila. Danes znanstveniki, evolucionisti tudi priznavajo, da je imel neandertalec fantastično kulturo. Neandertalska kultura. Več jih ne predstavljajo kot opice in tudi znanost priznava na osnovi DNK, da je pad dobe človeškega življenja zaradi tega, ker so se ženili po sorodstvu. Torej po potopu so se poročali samo nekaj družin. To je pripeljalo do hitrega padca človeškega življenja. Bog je dal zapoved, da naj se ne bi rojevali otroci med sorodniki. V 3. Mojzesovi knjigi, to je najmodernejša genetika. Držite se mojih naredb in zakonov. Če poslušate to, kar vam Bog zapoveduje, boste živeli. Najmodernija genetika u Bibliji data čovjeku. Držite uredbe moje i zakone moje, kojih vrši živ će biti kroz njih. Ako slušate ono što vam Bog kaže, šta je za vaše dobro, živet ćete kroz te uredbe. Jaz sem Gospod. Nihče naj ne pristopa k svoji sorodnici. Torej po krvi se ne sme pristopati. Če nekdo stopi v zakon, potem ni po krvi. Po krvi je, ko ste direktni sorodnik. Genetski sorodnik nekomu reče, jaz sem Gospod, to je pečat avtoritete. Reče, jaz sem Gospod, to misli zelo resno. In ta tekst gre naprej in tam jim je Bog razložil vse te variante, te zapovedi, da človek ne bi sebi škodoval. Bog je torej prepovedal incest. Bog pozna genetiko in da se ne bi ta genetika poškodovala, je to prepovedal. Bog je torej prepovedal incest, da bi upočasnil propad človeka. Uvek ti neki neandertalci imaju krzna i tako dalje. Pogledajte šta Biblija kaže posle pada. Bog pozna genetiko. Dato je protoevanđelju u 1. Mojsijevoj na samom početku Biblije. Vidimo ta prikaz neandertalcev. Kar je bilo meni zanimljivo je to, da vedno kada kažejo ljudi iz kamene dobe, imajo na sebi obleko iz kože. Vedno ti neandertalci imajo obleko iz kože, živalske kože. Torej, pogledajte, kaj Sveto pismo govori o začetku, po padcu, 3. Mojzesova knjiga, protoevangelij, 3. poglavje, 21. vrstica. In naredi Gospod Bog, torej po padcu v greh, ko so jedli od drevesa, kaj so opazili? Da sta gola. Vprašanje je, ali nista bila dovolj inteligentna, da bi opazila, da sta gola pred padcem v greh. Pravi, sam Bog jim naredi obleko. Bog sam jim naredi obleko iz kože in jih obleče v obleko. Torej, Bog je naredil obleko. Torej, tu vidimo neandertalce oblečene v obleke iz kože. Kako je Bog naredil te obleke iz kože? Očitno je, da je moral žrtvovati neko žival. In najbolj verjetno je jagnje. In to je bila verjetno prva generacija jagnjetov. Bog torej je prvi duhovnik. On je daroval žival, da je zaščitil človeka. Žrtev je naredil. V popolnem raju, kjer je bil človek ustvarjen, ni bilo smrti. Kako so reagirali potem, ko so videli smrt? Ko Bog stvarnik sam
žrtvuje to jagnje in potem tudi potegne, torej odre žival in ji vzame kožo. In tudi potem človeka ogrne s to živalsko kožo. Adam in Eva sta dobila skozi to dejanje simbol rešitve, ker je jagnje v Svetem pismu simbol Gospoda Jezusa Kristusa. Bog jih je naučil, da samo Bog lahko reši človeka. Bog jih je rešil s svojo pravičnostjo, kajti ne glede na to, koliko se mi trudimo, ne moremo svoje pravičnosti rešiti sami sebe. Zamenjava za naš greh je nedosegljiva z našim prizadevanjem, popravljanjem. Dal je svojega sina, da vsak, kdor v njega veruje, ima večno življenje. In če to pravi Sveto pismo, verujte, da je to edina resnična vrednost v današnjem norem svetu, ki jo človek lahko ima. In moramo se prijeti za to obljubo. Kajti to je tudi edina oseba, ki izpolnjuje svoje obljube. Bog je edina oseba, ki izpolnjuje svoje obljube. Če je Bog to dovolil, on žrtvuje svojega sina na rimskem križu, da bi bili mi rešeni. Kdo smo potem mi, ki ne dajemo vrednote človeškemu življenju? Torej, to je zelo bistveno dejstvo, ki lahko pomaga vsakemu človeku, da smo ustvarjeni od Boga. Človek išče smisel življenja, poskuša različne stvari. Bog torej je tako ljubil svet in človeka, da je dal zanj svojega lastnega sina in da bi rešil človeka. Tako bo boljše posameznikom in tudi celotnemu človeštvu. Hvala na pozornosti.